Miran, znova dobrodošli med prvoligaši. Gorica je vaš klub, eno leto nazaj ste se vrnili, cilj je bil povratek med prvoligaši, to vam je tudi uspelo. S kakšnimi željami zdaj je Gorica oziroma tudi vi vstopate v prvo ligo? Ja, bom rekel, po kar mučni sezoni nekako nam je uspelo kar suvereno osvojiti ligo. Zdaj to je ena nagrada, da smo prišli sem v prvo ligo, ki je zelo zahtevna. Normalno za nas en velik preizkus, vendar smo močno motivirani, da bomo konkurenčni, da se pridružimo tej eliti. Mislim, da zadnja leta kot klub je v težavah, ampak nekako hočem, da smo na igrišču, da smo dobri, da smo tekmovalni, da bomo uspešni na čim več tekmah in da bi imeli eno mirno sezono, ker bi ohranili ta prvoligaški status. Lani ste praktično povsem prenovili ekipo, teh starejših zgolj Velikonja, Mevlja in pa Širok so ostali v ekipi. Vajeni ste bili zmag zdaj v tej sezoni. Kako pomembno bo zdaj tudi preklopiti na ta prvoligaški izziv? Sigurno na drugačen način nogometa, ki ga bomo igrali, ker vemo, da v drugi ligi smo mi bili tisti, ki smo prevladovali ritem vsake tekme. Zdaj bo to drugače in bo treba se znati tudi krčevito braniti, kadar bo treba. In na to se moramo privaditi. Poskušali smo že na teh prijateljskih tekmah, da imamo te močne tekme, ker smo bili pod pritiskom, nekako je delovalo v redu, je kakšno tekmo ne. Tako da bomo videli tudi sproti. Igralci morajo hitro preklopiti na to zadevo in upam, da bomo uspešni. Za zdaj Andrej Janšič in Bešir Novinca, kje si morda še želite kakšne nove moči? Ne, imamo še dve pozicije, ki bi radi pripeljali. Zdaj je težko, mislim, težko pariramo finančno, da bi kupili res tisto, kar bi si jaz želel, ampak se treba tudi prilagoditi klubu. Tako da verjetno bomo počakali kako posojo in bomo tudi sproti dopolnjevali kader. Radovan Maribor v to sezono vstopa z nekoliko prenovljeno ekipo, predvsem spredaj ta tri nova orožja. Zdi se, da bo napad funkcioniral malce drugače kot prej pri Ognjenu Modrinskemu, ko je vseeno šlo dosti žog v 16-metrski prostor, zdaj nekako več hitrosti. Ekipa je malce spremenjena, sigurno, predvsem v napadu. Zdaj imamo igralci, kateri so, bi rekel, malo hitrejši in to bo sigurno zdaj pomagalo, bi rekel, v malo drugačni tranziciji žoge naprej, ampak v vsakem primeru mi imamo naš model igre, od tega zaenkrat ne bomo odstopali. Je pa res sigurno, da bomo s temi igralci v napadu dosti bolj, bi rekel, konkretni glede same globine. Zdaj na začetku še evropske obveznosti, vemo, Maribor si želi skupinskega dela. Kako pomembno pa bo preklapljati oziroma imeti tudi to širino v kadru? Mi v bistvu imamo relativno mlado ekipo, bi rekel, in zaenkrat mislim, da so vsi fantje motivirani za delo in da glede tega preklopa mislim, da ni večjih težav, ker tukaj, bi rekel, v tem trenutku je ogromno igralcev, se tudi dokazuje in normalno, da komaj čakajo, ali je to evropska tekma ali prvenstvo. V vsakem primeru je vidna želja po dokazovanju, tako da zaenkrat s tem res nimamo nobenih težav. Rekli ste sami, mlada ekipa je, ampak cilj pa verjetno naslov državnega prvaka spet vrniti lovoriko v Ljudski vrt. Sigurno, naši cilji so i dalje da ostanemo, mislim, da to leto tudi postanemo prvaki, kar je nedvomno Mariboru vsako leto cilj in neodvisno je ekipa zdaj mogoče malenkost mlajša ali kakšna bo na splošno, rečemo, v nadaljevanju prvenstva, v vsakem primeru klubski cilji se ne spreminjajo. Dušan, ne glede na težave ohranjate dobro voljo, z dobro voljo tudi tabor in pa spremenjeno ekipo v novo sezono. Kakšni bodo cilji v prvi vrsti? Dobre volje sem, ker nimamo toliko težav, kot navzven zgleda. Hec, v redu smo, dobro smo, sestavljamo se, tako da verjetno se bomo sestavljali še nekaj časa, ampak te fantje, ki trenirajo, so v dobrem stanju in v dobrem vzdušju pričakujemo začetek prvenstva. Dosti je bilo odhodov, zdaj tudi dosti igralcev na preizkušnji. Kaj lahko
vi kot trener pričakujete od njih, kaj lahko navijači Tabora pričakujejo od njih? Ja, pravzaprav interna pričakovanja imamo mi kar visoka med seboj. Kaj bomo pa v javnosti pokazali, bojo pa prve tekme tudi pokazale. Tudi sam si ne znam predstavljati, ker naše prijateljske tekme niso bile tako zahtevne kot v ostalih klubih. Tako da bomo prve tekme bojo pokazale, po kateri poti plujemo, ampak sam trenažni proces in vse, kar se znotraj kluba dogaja, je pa tako, kot bi si želel. Zdaj, z vami je igral tudi Struna, Andraž, ne? Je on lahko neka tista z svojo izkušenostjo, tudi z reprezentančno kilometrino, neko orožje za to sezono? Seveda, Andraž je že s prvimi treningi pokazal, da prihaja z višjega nivoja, tudi njegov profesionalni odnos je zavidljiv in predvsem lahko pokaže ostalim igralcem, ki so relativno mladi, na kakšen način funkcionirajo pravzaprav profesionalni nogometaši in seveda, glede na to, da ni bil dolgo v trenažnem procesu in da se nam je pred kratkim pridružil, moramo tudi z njim počasi nekako ga pripraviti za to, da bo lahko tudi on pokazal tisto, kar zna. Kakšne pa so morda vaše osebne želje zdaj za to sezono? Osebne želje so ogromne, tako da smo ambiciozni, radi bi preboj naredili, radi bi čim širši krog slovenskih fantov imeli v ekipi, radi bi, da so te fantje naši igralci in cel kup nekih ambicij imamo, ki bi jih radi uresničili, ampak seveda ne gre vse čez noč in rezultat bo tudi tisti, ki bo zelo pomemben, ker v prejšnji sezoni smo imeli kar nekaj časa težave, tudi cel kup nekih nesrečnih okoliščin, ampak smo uspeli obstati, tudi te fantje, ki so nas zapustili, so pokazali neko pripadnost klubu, da so klub obdržali v prvi ligi in zdaj imamo možnost neke nove temelje počasi graditi in seveda si domišljamo, da bo to v redu in da bomo konkurenčni in pač ne glede na to, da je naš klub dosti skromen in po pogojih in po financah, verjamem, da bomo konkurenčni. Albert, first time like a head coach, was that main reason that you choose Olympia? I choose Olympia because first of all, they are trusting in me and they are giving me the opportunity to, as I said, to the president, you are giving me one Ferrari at the moment, and with this Ferrari you just have to expect to win. So this is what I wanted in my career. Instead to when I get the coach license, instead to go to maybe with young people or maybe third division to start from another division, I decided to go as assistant because my feeling was that I can help more at professional level, at this level, so it's where I was used to play. When you feel that you are ready, then it's when you have to make this step. I was 2 years as assistant coach. Both they told me that I am ready. I have to believe in what they are saying because both, as you know, Fatih Terim and Dominic Torrent, they are very experienced coaches, and also inside of me I feel that I am ready and giving my best, all my knowledge to this group of Olimpia Ljubljana. You said you have a Ferrari in your hands. How strong is the machine? Maybe you are looking for some more players. What are the main positions that you are looking for? So it's a perfect example because, as you say, it's a perfect machine. Like you know, everything outside is perfect, but then you need a lot of details to make this machine to work properly, right? You need the benzene, nice tires, you know, to drive well also. So I'm who I'm driving. I said to the players, they are the most important. They are the most important. I can tell them, I can organize them how to do, but at the end, it's for them. But it's on them, and they are the actors. I will try to make them to be more clever because I think an intelligent player, clever player on the pitch, it helps a lot because you need to know how to play in different situations, on different systems, different positions. So this is one of my targets that I have. And at the end, if we get all this, I am sure that we will play better football because we will understand better the football and how to play. And if we make all this machine works, then I'm sure that it will come many wins. What game do you want to play? Like offensive, maybe more? Listen, to win games, you need to score goals, but you don't have to concede. So at the end, it's a balance in between.
So of course we want to be a team that control the game and has more the possession of the ball, but knowing what we have to do with the ball. If at the end you have a team that doesn't know what to do with the ball, then probably it's better to go back and wait. So, but this is not my idea, this is not my style. So we will try to be the actors of the game, to be better than the opponent. We have to show this on the pitch, and of course you don't have to forget that it's also important not to concede goals to win the games. Thank you. Okay, thank you very much. Thanks. Torej, Zoran, lani oziroma v prejšnji sezoni je bil Koper nekako prvo presenečenje sezone, bo zdaj težje nekako tudi vam, ko so tekmeci že pripravljeni na vas? Ja, pričakujem, da nam bo teže, ampak verjamem, da se bomo odzvali dobro in verjamem, ne glede na vse, v naš uspeh. Torej, nekaj kadrovskih sprememb je že bilo, kako se prilagoditi na te spremembe, vemo, so stalnica vseeno v vseh slovenskih klubih. Ja, ni lahko, bilo jih je malo več, kot sem si sam želel, ampak s tem se moramo znati soočati. Verjamem, da igralci, ki so prišli, da to lahko nadomestijo in je pa res, da bomo rabili čas, kajti ne moremo si privoščiti igralcev, ki so v nekem igralnem ritmu, ampak še enkrat, mislim, da smo dobro skautirali in verjamem, da bomo to dokazali. Kakšni bodo cilji Kopra v tej prihajajoči sezoni? Ja, naši cilji, naše želje so, da smo neka stalnica v Evropi, verjamem pa, da se lahko borimo tudi za vrh. Nermin, Radomlje letos v nekakšni novi vlogi, spremenjeno ekipo. Vemo, tiste tri udarne špice spredaj so odšle, kako težko jih bo najprej nadomestiti? Pa, teško jednog igrača koji da toliko golova, kamoli 3 koji su dali preko 20 golova, tako da sva nekako naša igra je bazirala se na njima, a ne samo igra sa loptom i golom, nego su oni bili strašno visokim presingu i ti stvari koji su nas krasili i prepoznavanje. Tako da čekam da se nekako još saverujemo pa da vidimo šta imam, šta ću dobiti od igrača, pa da se prilagodim svojoj ekipi individualno i kolektivno i da pokušam opet nešto napraviti, nešto drugo, nešto šta će biti, ne mogu vam sad u ovom trenutku zaista ništa reći, jer smo se bavili zaista improvizacijom ovih 5 tjedana, tako da evo ja sam rekao malo prije presu da sad ovaj tjedan je za nas početak nekih priprema ozbiljnih. Odhodov je bilo že kar dosti, nekaj tudi prihodov, koliko ih še lahko pričakujemo v smeri prihodov? Pa znate kako, budžet onako diktira, mislim da će 2 igrača sa Zasa sigurno doći, a vidjet ćemo. Ja se nadam da ćemo uspjeti još 1-2 dovesti, zato što bez prave konkurencije, bez pravog fajta na treningu ne možete dobiti nešto i na utakmici. I to nešto što ti da, ne možeš kod trenera izvati iz igrača, to moraš imati konkurenciju jednostavno da bi bio bolji. Tako i mi treneri, tako igrači, tako ljudi funkcionišu i ja se nadam da ću imati nekih 17-18 igrača koji mogu ravnopravno igrati i da, što kažu, da se potuku na treningu da najbolje igre i onda ćemo biti pravi. Zdaj spomladi so tudi trenerji konkurentov opozarjali, da ste trener, ki lahko praktično med tekmo menja taktiko. Bo tudi to neko orožje jeseni Radomelj? Pa mi smo zaista bili taktički raznovrsni. Ja volim da smo raznovrsni. U 3 minute mogu 3 sistema promijeniti, 3 načina razmišljanja, ali do toga se dolazi stvarno jako puno rada, jako puno crtanja, individualnih razgovora. Toliki ste trener doba koliko ekipa vam to može prenijeti na teren da ljudi to vide. I u tom dijelu nam je stvarno uspijevalo sve to, nadmudrivanje, to stalna improvizacija, stalno nešto novo. Sad će biti vratiti se na osnove, da je osnove filozofije moje i prvo dok te osnove dobijemo, da smo takmičarska ekipa koja želi pobjedu, onda ćemo pokušati nadograđivati našu fleksibilnost. Sad, kad će to biti, ne mogu vam stvarno reći, vidjet ćemo koliko brzo ekipa i novi igrači budu to mogli u sebi primijeniti na terenu. Zdaj spomladi je bilo tudi nekaj pozitivnih teh besednih rivalstev. Je to nekaj, kar tudi Slovenska liga potrebuje, da se še moče malo dvigne med javnostjo?
Pa ja mislim da svi trebaju neki, ovo je show i bez showa ako ste samo igrali smo dobro, hvala, doviđenje, prijatno, čestitam protivniku, onda niste nikom zanimljivi. Ja mislim da ja sam ja, što imam da reći, ja kažem, ali zaista svi upoštujem, sve svoje kolege, sve igrače, klubove, ali imam neki bosanski taj šam, volim nešto da izvalim, volim nešto reći što mi na duši, tako da nadam se da mi to ne zamjeri niko, a mislim da je to dobro za slovenski nogomet i da trebamo svi nekako malo biti malo drugačiji zbog naših gledalaca, navijača koji nas bodre i prati. Hvala. Srečno. Damir. Torej, prej ste napovedali že dve ukrepitvi, če se to zgodi, bo tudi cilj Brava zrasel, bo to morda Evropa v novi sezoni? Če se to uresniči, nedvomno ja. Kljub temu, da smo odvisni tudi od morebitnih odhodov, mislim, da smo zelo dobro kadrirali, se pravi zadržali vas 90% našega kadra. In tudi, če se ne zgodita ta dva prihoda, smo lahko zelo optimistični pred začetkom sezone, zato ker smo na prijateljskih tekmah se mi zdi dobro ocenili na potencial ekipe in posameznikov, tako da gremo zelo veseli v prvi krog. In upamo, da bomo ponovili prejšnjo sezono oziroma da bomo nadgradili tudi rezultatsko. Bravo je klub, ki praktično v vsakem prestopnem roku izgubi enega, dva nosilca morda. Vseeno pa nekako ohranjate tisto konstanto. Je to neko orožje Brava? Je največje orožje. Moram vas popraviti, mi izgubimo po 4, 5, 6, 7 nosilcev na pol sezono in to se sedaj ni zgodilo in mogoče je glih to tista dodana vrednost trenutne ekipe, ki mislim, da je najmočnejša, odkar igramo v prvi ligi. Zdaj med pripravami ste uveljavili tudi nekaj mladih nogometašev, že zdaj na koncu spomladi Marjanac. Bo to neka tudi tista nit za prihajajočo sezono? Seveda ne bomo odstopali od našega poslovno-športnega modela. Tukaj ni samo Marjanac, ampak imamo iz mladinskega pogona v tem trenutku kar 4-5 zelo zanimivih igralcev, ki si bodo poskušali izboriti minute. Nikomur jih ne bomo podarjali, ampak tisti, ki bodo pripravljeni prinesti tudi rezultat, bodo pa nedvomno dobili svoj delež in upamo, da bo takih čim več. Torej, Damir, Mura letos z razširjeno ekipo, predvsem v napadu ste že večkrat omenili, širok kader, je to nekaj tisto glavno orožje, nepredvidljivost v napadu? Ja, sigurno smo s to širino v napadu želeli dobiti neko raznovrstnost, obenem pa tudi, da se lahko menja ritem med samo tekmo. To sem že nekaj poudaril, želimo čim bolj standardizirati zadnji del ekipe, v ofenzivi pa imeti čim več različnih orožij, ki lahko med samo tekmo menjajo ritem. In potem, kar smo videli v pripravljalnem obdobju proti koncu in sedaj v prvi uradni evropski tekmi, smo bili pri tem kar uspešni. Pri Muri je bilo poleti kar dosti sprememb, predvsem odhoda Horvata in Gorenca, nekako tisti ključni členi. Kaj pričakovati od te prenovljene ekipe, kam lahko poseže v novi sezoni? Ja, Mura bo vedno se zanašala tudi na prodajo igralcev. Tako klub funkcionira, tako večino klubov v Sloveniji funkcionira oziroma mora funkcionirati in to je čisto normalno dejstvo, katerega moramo sprejeti in s tem živeti. Zato so tudi odhodi teh mladih, najbolj talentiranih igralcev popolnoma normalni. Vedno jih je potrebno čim bolje nadomestiti. Jaz sem prepričan, da smo z novimi igralci dobili novo energijo, novo kvaliteto, novo širino, predvsem v ofenzivnem delu, tudi v defenzivnem delu. Je pa tako, da večina igralcev, ki smo jih pridobili, prihaja iz nižje rangiranih klubov, kar mogoče lahko predstavlja določeno težavo na teh najtežjih tekmah, evropskih tekmah ali pa tudi najtežjih tekmah v prvenstvu, zaradi samih izkušenj z takih tekem. Ampak sem prepričan, da lahko to ostali prenesejo te izkušnje, prenesejo na njih in bodo tu hitro funkcionirali v svojem najboljšem izdanju. Še ena pomembna pridobitev zdaj s poletjem, novo igrišče v Fazaneriji, tudi bližje tribuni. Bo ta spodbuda in pa nova zelenica neko orožje Mure? Mura ima tako ali tako za moje pojme najboljše navijače v Sloveniji. Če gledamo na velikost mesta in število navijačev, ki se pojavlja na tekmi, ima sigurno Mura najboljše navijače. Ti bodo zdaj prišli še bolj na svoj račun in tudi vsi igralci, kar po vrsti poudarjajo, da se veselijo
tega predstavljenega igrišča bliže gledalcem, tako bodo ti gledalci, ki so v večini primerov na domačih tekmah 12 igralec, še bliže in bodo lahko še večji meri pomagali igralcem. Ja, igrišče je podobno kot imajo Juventus, Atalanta v Italiji, odlično igrišče, ki bo dovoljevalo hitro igro, kar si želimo. Je pa tako, da bomo igrišče sedaj pred prvo uradno tekmo komaj prvič preizkusili in siguren sem, da nam bo to samo še pripomoglo, ta sestava igrišča k temu, da stremimo hitri igri, hitrim akcijam in s tem igriščem lahko tu naredimo samo še korak naprej.